Vsem trem ilustratorkam, ki so se spoznale prav danes na poti v Maribor, je skupno, da imajo rade strašljive pravljice. Tina Dobrajec, ilustratorka z jutranjim tempom ilustriranja, je z ilustriranjem Štegrovega kurenta posegla tudi na področje mitologije. S kurentom sem se v bistvu in z Štegrom spoznala že 2-3 leta prej, ko smo v ptujskem gledališču naredili predstavo kurenta in v bistvu že tam nekako sem se vpeljala noter. Čisto do konca v bistvu so mi pustili popolno svobodo. Me niso omejevali ne za formatom, ne za tehniko, tako da sem res delala popolnoma neobremenjeno. Če bi mogoče imela na izbiro, zmeraj raje izberem tisti bolj živalski svet. Ne, mogoče gozdne živali ali pa vse, ki imajo mogoče neke lastnosti, kaj pa si mogoče malo bolj mračne ali pa kaj takega. Jaz prvotno kot slikarka sem se naučila tega, da pač ti tukaj nimaš take službe v smislu, da bo šef tisti, ki ti bo povedal, kdaj moraš priti v službo in se moraš res samodisciplinirati, ker če ne, odplavaš zelo hitro. Tina Dobrajec in Hanna Stupica si delita tudi željo po ilustriranju Andersenove pravljice Rdeči čeveljci. Hanna prihaja iz znane slikarsko-ilustratorske družine Stupica. Vsekakor to zaznamuje tudi njeno ilustracijo. Mogoče starejši ljudje, da me še privlačijo, ker imajo neko zgodbo v obrazu, malo problem imam z risanjem otrok. Drugače pa mogoče, da živali so tisto, kar me vsakič prevzame, ampak jih rada počlovečim, tako da je vseeno nekaj tudi človeškega karakterja v njih. Velikokrat gledajo na ilustracijo kot nekaj, mi tam nekaj miniaturno slikamo, ampak dejansko je to zahtevno delo, ampak jaz če ga dela z veseljem, pa se mi zdi, da ni problem. Je naporno, bolijo te komolc, sklep in tako naprej, sploh, ker sediš enih 12 ur non-stop, ampak se mi zdi, da je nekaj, če uživaš, da ni problem. In vi zagotovo uživate v tem delu, to so prepoznali tudi kritiki na Bienalu slovenske ilustracije, ste namreč že posegli po nagradi oziroma prejeli nagrado, oziroma si prejela nagrado, Hinka Smrekar je pravzaprav visoko stanovsko priznanje. Kakšen vzgon, poriv ti daje za tvoje nadaljnje delo? To je nagrada me je malo, kako bi rekla, po domače padla na glavo, to je bil precejšen šok zame, ker vedela sem, da bom sprejeta na Bienale, da bi karkoli dobila, si nisem predstavljala, in ko sem prejela klic, je bilo tako malo, ni to za ta stare, ponavadi to res dobivajo ljudje, ki imajo neko kilometrino in tako, ampak je zagon, zraven se pa mogoče malo bojijo, da recimo pri založnikih, da me bo ustavilo, ampak me ne bo, lahko me bo samo usmerilo v nekaj drugega, to ni, pač ustvarjali bomo pa celo življenje, vsi, se mi zdi vse tri, tako da ne glede na vse. Kaja Kosmač pa je med študijem v Parizu pri bukinistih odkrila starodobne pozabljene pravljice o Rdeči kapici. Te so jo čisto prevzele, tako je tudi nastala knjigica Rdeče jabolko v sodelovanju s Svetlano Makarovič. Mene je tista Rdeča kapica zagrabila in vedela sem, da bom pač to delala naslednjo stvar, tako da ne mara, čeprav ilustrirala sem, risala sem že od majhnega, to itak se rodiš s tem, skozi pač nekaj počneš s prsti. Ko nekdo reče Rdeča kapica, pomisliš na neko stereotipno klišejsko pravljico s srečnim koncem, tako da, ja. Sinergija med tabo in Svetlano Makarovič, ker to je nastajalo v tandemu, in tudi pisali ste skupaj, kako je torej to izgledalo? To je bilo neverjetno. Jaz sem poslala pismo Svetlani, ampak preko direktorja Lutkovnega gledališča, zato ker se mi zdela, da ona ne mara komunicirati, nisem imela njenega naslova nič. In potem, ko me je poklicala in ko sva se dobili, to, ko je bilo enkrat v živo, je steklo, sva se nekako začutili, kako se reče. Mama mi pravi, ti si kokla, ko sediš na jajcih, pač stvar je treba dati, enkrat pride moment. Moj moment so roke, ponovadi. Pa v bistvu včasih so zadeve že predno sploh sam projekt pade, recimo, ne vem, ko sediš in govoriš po telefonu, čečkaš na rob papirja, nastane nek lik, ki se potem mogoče zloži z nečem, kar kasneje dobiš v delo, tako da, hektično vse skupaj.